Na splošno zadnji podatki kažejo, da se je eksponentna rast epidemije nekako umirila, povečuje pa se število hospitaliziranih, ki prebolevajo bolezen COVID v težji obliki. Kakšna je vaša ocena? Kaj se trenutno dogaja z epidemijo? Kako obremenjen je zdravstveni dom Kranj in njegove izpostave? Zdravstveni dom Kranj je obremenjen predvsem z dodatnimi stvarmi, ki so nam jih naložili, se pravi cepljenje in testiranje. Medtem ko sama dežurna služba ni posebej obremenjena, nismo opazili povečanega napotovanja ljudi s covidom v bolnišnico. Mislim, da je tudi tu pri nas stanje nekako enako kot prej, tako da težko komentiram to, da je hospitalizacija večja, verjetno pa številke na to kažejo, vsaj po informacijah z medijev. Kako pa se odvija cepljenje? Pač vemo, po vsej državi nekako vsi čakajo na nove, večje pošiljke cepiva, vendar me zanima, kako je z interesom pacientov glede cepljenja, zlasti po zadnjih, denimo temu, turbulentnih dogajanjih v povezavi s cepivom AstraZeneca, kjer je prihajalo do zelo resnih neželenih učinkov, sicer ne pri nas, pa vendarle. Pri nas lahko rečem, da cepljenje poteka res brez problemov. Imamo zelo dobro organizirano ekipo, poleg tega imamo dobro organizirano in prijavljanje in pa potem uparjanje z našim obstoječim informacijskim programom. Za AstraZeneco seveda razumljivo so ljudje skeptični, vendar tukaj poudarjam, da je to brez potrebe, kajti AstraZeneco cepivo je dobro, zagotovo pa ima tako kot vsa zdravila, ki jih jemljemo, nekatere stranske učinke, na katere je treba biti pozoren. Vendar, če damo, tako kot je bilo že objavljeno, na tehtnico ali okužbo s covidom ali cepljenje, potem je seveda tehtnica nagnjena v prid cepljenja, tudi z AstraZeneco. Imeli smo sicer zelo veliko odpovedi, ali pa tudi ne. Če čisto številčno povem, v prejšnjem tednu smo imeli vabljenih 820 ljudi na cepljenje z AstraZeneco, prišlo jih je 624. Tako da nekaj je bilo upada, nekaj skepse, nekaj hude krvi, ko so prišli na cepljenje in zahtevali drugo cepivo, vendar jim žal po smernicah nismo mogli ugoditi, kajti mi se v Kranju res držimo vseh smernic in tudi vrstnega reda. In imate morda izdelano kakšno posebno strategijo, kako skomunicirati vprašanje, problematiko cepljenja s tistimi, ki to možnost zavračajo, kajti vendarle je epidemija, v kateri smo se znašli, nekaj posebnega, nihče od nas še ni doživel kaj podobnega. Ja, mi imamo na cepilnem mestu vstopno točko preko zdravnika, se pravi, se zdravnik pogovori z vsakim, ki prihaja na cepljenje, z vsakim se posvetuje, vsakega povpraša o obstoječih boleznih, o jemanju zdravil, o morebitnih bom rekla, skeptičnem mnenju glede cepljenja, tako da je v tej vrsti poskrbljeno. Za tiste, ki pa ne pridejo, pa seveda ne moremo poskrbeti oziroma se z njimi ne moremo posvetovati, razen če pokličejo osebno. Pa morda prihaja tudi do tega, če zdravnik, ki se pogovarja s pacientom, ugotovi, da ima ta določeno nagnjenost k zapletom povezanim lahko tudi s tem cepivom, če ima takšno bolezensko stanje, da cepljenje ne bi bilo priporočljivo, da se pač odloči za cepljenje z drugim cepivom. Mu svetuje tak ukrep?
Ne, takrat ne, ker je na voljo tisti dan samo eno cepivo, mu pa napišemo v opombe, da ne more biti cepljen, oziroma največkrat se to že ne zgodi, kajti pri nas vse sezname pregledajo izbrani osebni zdravniki, ki točno poznajo svoje paciente, imajo podatke na voljo, imajo njihove zdravstvene kartone in večinoma ne prihaja do teh težav.